France Prešeren in Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Družina. France Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Mama se je imenovala Mina, očetovo ime je bilo Šimen. Družina je imela 10 članov, 8 otrok. France je bil tretji otrok in prvi sin, imel je 5 sester in 2 brata. Družina se je ukvarjala s kmetijstvom, sadjarstvom in prevozništvom. Mama je bila izobražena in ambiciozna, želela je otrokom omogočiti meščansko življenje, zato jih je naučila brati in pisati ter jih poslala k stricem duhovnikom, da so se učili tudi pri njih. Šolanje. France je bil zelo pameten učenec, zato se je najprej pri 8 letih učil pri stricu Jožefu, ki je bil duhovnik. Ko je bil star 10 let, je začel obiskovati šolo v Ribnici, kjer je bil kot odličen učenec zapisan v Zlato knjigo. Leta 1812 je šolanje nadaljeval v Ljubljani in 1813 začel obiskovati gimnazijo. Po končani gimnaziji je 2 leti v Ljubljani študiral še filozofijo, leta 1821 pa na Dunaju končal še 3. letnik. Leta 1824 se je na Dunaju vpisal na Dunajsko pravno fakulteto in študij je dokončal leta 1828 in postal doktor prava. Leta 1832 je v Celovcu opravil sodniško-odvetniški izpit. Zaposlitev. Leta 1828 se je z Dunaja vrnil v Ljubljano in dobil svojo prvo službo. Bil je odvetniški pripravnik, praktikant. Ker je potreboval izkušnje za pravniško-sodniški izpit, je opravljal še neplačana delovna mesta pri državnem uradu in drugod. Od leta 1831 do leta 1834 je delal kot praktikant v odvetniški pisarni dr. Baumgartna. Od leta 1834 do 1846 je delal pri prijatelju, podporniku narodnega prebujenja, odvetniku Blažu Krobatu. Leta 1846 je bila odobrena 6. Prešernova prošnja za samostojno odvetniško mesto v Kranju, kjer je ostal do svoje smrti. Ker je kot odvetniški pripravnik potreboval prakso za izpit, je brez plačila delal tudi v pisarni Antona von Scheuchsenstuela. Ko se je odprlo mesto s plačo, je zanj zaprosil, a ga je odvetnik dodelil svojemu sinu Jožefu. Ta isti Jože pa mu je poleg plačanega dela prevzel tudi veliko ljubezen. In o tem zdaj. France Prešeren sreče v ljubezni ni našel. Na njegovo življenje in poezijo sta najbolj vplivali 2 ženski. 6. aprila 1833 je v Trnovski cerkvi v Ljubljani France srečal Julijo Primic in se vanjo usodno zaljubil, na kar je postala njegova muza, navdih za veliko njegovih pesmi. Julija se je rodila 30. maja leta 1816 in je bila hči ene najbogatejših ljubljanskih trgovk. Bila je drugorojeni otrok, njo in starejšega brata je mati vzgajala sama, kajti Julijin oče je za jetiko umrl 2 meseca po njenem rojstvu. Vzgojena je bila po strogih meščanskih pravilih, bila stroga in zadržana. Ker je veljala za eno bogatejših in lepših ljubljanskih dedin, se je smela družiti le z vrstniki iz uglednih družin. Bila je 16 let mlajša od Prešerna. Po dolgem materinem vztrajanju se je leta 1839 poročila z 8 let starejšim sinom bavarskega pravnika Jožefom von Scheuchsenstuelom. V zakonu mu je rodila 5 otrok, družina pa se je leta 1850 preselila v Novo mesto. Zaradi hude srčne bolezni je umrla stara komaj 48 let. Pokopana je na šmihelskem pokopališču v Novem mestu, kjer ji je mož dal postaviti spomenik. Leta 1834 je šel Francetov sonetni venec, ki ga je z akrostihom posvetil Juliji,
kar pa mladi dami oziroma njeni materi ni najbolj ugajalo. France je bil namreč reven pesnik, politično nesprejemljiv in torej neprimeren snubec za bogato dedinjo. Pravzaprav ni znano, ali sta sploh kdaj govorila med seboj, je pa o njiju oziroma o tej neuslišani pesnikovi ljubezni govorila vsa Ljubljana. Danes sta združena po smrti. Na pročelju stavbe v Ljubljani, v kateri je Julija živela v svoji mladosti, stoji spominska plošča posvečena Juliji, s katere se gledata s pesnikom oziroma njegovim spomenikom na bližnjem Prešernovem trgu. France Prešeren je imel 3 otroke, materi svojih otrok, Ani Jelovškovi, pa posvetil le eno pesem, Nezakonska mati. In kdo je bila Ana? Ana Jelovšek se je rodila leta 1823 in umrla leta 1875. Rojena je bila v revni družini, njena krstna botra je bila mati Julije Primic. France jo je spoznal, ko je stara 13 let delala kot guvernanta, to je pestonja. Čeprav je veljala za lepo, živahno dekle, ki je moškim všeč, najprej nanj ni naredila vtisa. Kasneje se je med njima razvila erotična zveza, v kateri so se jima izven zakona rodili 3 nezakonski otroci, ki jih je Ana vse dala v rejo, kar je France močno zameril. Prešeren je bil zavrt in plah moški, Ana pa veselo in precej brezbrižno dekle. O globini njunega odnosa priča anekdota, ki jo je zapisala njuna hči Ernestina Jelovšek. Takole pravi. Ko je Andrej Smole na godovni večerji, hrana je že bila na mizi, nenadoma omahnil in umrl v pesnikovem naročju, je Prešeren ves potrt iskal tolažbe pri svoji ljubici. Njena reakcija pa je bila, kdo je pa potem zajca snedel, pravi zapis na spletu. France je bil dobrosrčen moški, ki so ga otroci klicali z vzdevkom Dr. Fig, kajti v svojem dolgem črnem plašču oziroma njegovih žepih je nosil suhe fige in jih delil otrokom. Kot odvetnik je brezplačno zastopal kmete, velikokrat reveže in ni izkoristil možnosti za zaslužek. Srečal se je s številnimi zavrnitvami, tako na ljubezenskem področju, kot tudi ustvarjalnem in delovnem. Vse bolj je svojo nesrečo utapljal v alkoholu, njegovi prijatelji so umrli, bil je nerazumljen in nezaželen, tako da je 8. februarja 1849 v Kranju nesrečen in povsem brez denarja umrl za trebušno vodenico. Kdo so bili njegovi prijatelji in sodobniki? Janez Blajvajs je bil slovenski politik, narodni voditelj, izdajatelj kmetijskih in rokodelskih novic. Zaslužen je bil za objavo Prešernovih pesmi in postavitev spomenika pesniku na pokopališču v Kranju. Matija Čop je bil Prešernov dober prijatelj in literarni mentor. Takrat je bil eden najbolj izobraženih Slovencev, profesor in bibliotekar v Ljubljani, govoril je 19 jezikov in poznal vso takratno svetovno poezijo. Prešernu je pomagal z nasveti, kritikami, skupaj sta bojevala slovensko abecedno vojno. Po njegovi smrti, utopil se je v Savi, mu je Prešeren posvetil sonet v epu Krst pri Savici. Miha Kastelic je bil ustanovitelj in urednik Kranjske čbelice, zbornika, v katerem so izhajale slovenske, večinoma Prešernove pesmi. Takrat je bil to najpomembnejši medij za razvoj slovenske literature. Andrej Smole je bil dober Prešernov prijatelj in literarni sodelavec. Zbiral je ljudsko gradivo in ga skupaj s Prešernom tudi objavljal. Dolenjski pisatelj Janez Trdina je o prijateljstvu med Smoletom in Prešernom zapisal sledeče besede. Takole pravi, pesnik s prijateljem Smoletom v Prežeku. Smole je prebival pozimi navadno v Ljubljani, poleti pa ali v kakih toplicah ali v Prežeku. Petrič hvali, da ga ne more dosti hvaliti. Prihodke, da je zapravljal tako čez mero nepremišljeno,
da mu je dostikrat zmanjkalo denarja za najpotrebnejše reči, na primer za sol. Neprenehoma so morali ljudje čakati za plačo ali pa še celo posojati. Gostoljuben je bil brez konca in kraja. Prijateljem ni stregel le z najboljšim domačim vinom, ampak tudi z dragim šampancem. Kak posebno vesel večer je šla rakom žvižgat cela košara buteljk. Spat se ni mogel lahko spraviti, pred 1 uro po polnoči ni legel nikoli, včasih je blagoval z društvom do 3 in tudi do belega dne. Enkrat ga je pohodil Prešeren, menda leta 1839, in ostal pri njem dobre 3 tedne. Imela sta direndaj, da nikoli takega. Šampanec je tekel curkoma. Kaj sta menila in čemu sta se tako neusmiljeno krohotala, malo izobraženi oskrbnik ni mogel razumeti. V posteljo sta hodila ob 2 in ob 3, potem pa spala kakor klade in smrčala strahovito, da se je po vsem gradu čulo do 11 in tudi do poldne. Čez nekoliko dni se jima je pridružil še turanski grof, pesnik Anastazij Grun. Zdaj šele se je začela črna vojska. Hrum in šum razposajenih gospodov se je razlegal cele dni in noči. Vsa družina je govorila, takih norcev še grad ni videl. Na srečo je trajalo to samo 3 dni, ko je turanski odrinil, sta morala razsajati sama. Katero je najpomembnejše Prešernovo delo? Njegove prve pesmi segajo v čas študija na Dunaju. Leta 1825 je napisal cel zvezek pesmi in jih dal oceniti Jerneju Kopitarju, dvornemu bibliotekarju in cenzorju, takrat veliki literarni avtoriteti. Ta mu je svetoval, naj jih pospravi ter čez leta znova prebere in popravi, a jih je Prešeren z izjemo 3 nato vse uničil. Prešernova prva objavljena pesem je bila Dekleta, leta 1827. Leta 1833 je napisal sonetni venec, ki je sestavljen iz 14 sonetov in 15. soneta Akrostiha, ki ga je Prešeren naslovil z magistrale in je sestavljen iz začetnih črk imena Prešernove muze, Primičeve Julije. Leta 1847 izidejo Poezije, zbirka Prešernovih pesmi, med katere sodi tudi Zdravljica, takrat s cenzurirano 3. kitico, ki jo je pesnik spesnil po navdihu gesla francoske revolucije. Z nekaj spremembami je bila Zdravljica objavljena leta 1848, Slovenci pa so si jo razlagali kot idejo o zedinjeni Sloveniji. V tej likovni pesmi, kitice namreč spominjajo na obliko kozarca za vino, je Prešeren predstavil svoja prepričanja o želeni politični svobodi Slovencev in Slovanov. 7. kitica Zdravljice je besedilo himne Republike Slovenije. V Poezijah je šla tudi epsko-lirska pesnitev posvečena Matiji Čopu, Krst pri Savici, sestavljena je iz 3 delov, Matijo Čopu, Uvod in Krst. Prešeren je pesnitev začel pisati po prijateljevi smrti in jo leta 1836 najprej izdal v samozaložbi. Teme pesnitve zajemajo ljudsko, narodno-zgodovinsko, bivanjsko in pesniško tematiko, v ospredju pa nastopa verska tematika. Opisuje obdobje pokristjanjevanja alpskih Slovanov v 8. stoletju, zadnji upor poganov, na kar je Karantaniji, prvi slovenski samostojni državi, zavladal krščanski knez, v delu je imenovan Valhun. V mladostnem obdobju, do leta 1828, je Prešeren pisal lahkotne, ljubezenske pesmi, prevladoval je optimizem. V zrelem obdobju, od leta 1828 do 1840, je opisoval visoko romantično ljubezen. Prevladovali so pesimizem, nasprotje med ideali, obup. V poznem obdobju,
od leta 1840 do 1846 se vidi umiritev. Prešeren opusti visoke romantične teme in prehaja k vsakdanjem. In zakaj je France Prešeren pomemben za slovensko kulturo? S svojo poezijo in delovanjem je kultiviral slovenski jezik in ga usposobil za izražanje najzahtevnejših vsebin. Bil je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal z evropskimi pesniki in pisatelji. V najzahtevnejših oblikah je izpovedal osebno intimo in jo povezal z narodno in socialno problematiko. Veliko je prispeval k krepitvi slovenske narodne zavesti in kulturne identitete. Največji pomen za Slovence nosi Zdravljica kot slovenska himna. Njegova podoba je krasila bankovec za $1000, obris njegovega portreta in rokopis prvega verza himne najdemo na kovancu za €2. Po Sloveniji so razpredene mnoge ceste, ulice in spomeniki. Najbolj znamenit spomenik pa stoji na Prešernovem trgu v Ljubljani. 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je dela prost dan, ki ga zaznamuje osrednja proslava s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrade Prešernovega sklada, najvišjim dosežkom na področju umetnosti v Republiki Sloveniji. V počastitev kulturnega praznika se na ta dan po Sloveniji odvijajo različne prireditve, večina muzejev in gledališč pa ta dan nudijo brezplačen ogled. Z ljubeznijo do Prešerna kot velikega človeka, intelektualca, romantičnega pesnika, budilca slovenskega naroda ter spoštovanjem do njegovega težkega, a vseeno ustvarjalno plodnega življenja izkazujemo spoštovanje in ljubezen do domovine, jezika in slovenskega naroda. Kot pravi profesor Igor Grdina, je kratko malo naš pesniški genij, spremlja nas od rojstva do smrti. Časi se spreminjajo, Prešernovo delo pa ostaja čvrsta skala nemenljive lepote v razpenjenem morju minevanja.